Miro Cerar, s Cerarjem začenjamo. Miro Cerar se je s svojimi ministri sestal na delovnem posvetu na Planiški Velikanki. Zdaj spet moje skromno mnenje, ampak ko se razne politične ali pa funkcionarske delegacije sestajajo, se ponovadi dobijo na lokacijah na svetu, ki na nek način zaznamujejo trenutno stanje te delegacije. Recimo srečanje velikih treh na Jalti, elitna lokacija, ki je napovedovala neko boljšo prihodnost. Ali pa v Davosu, recimo, spet ena lokacija, ki lepo orisuje neko nevtralnost. Kaj pa naša vlada? Planica. Planica zaznamuje športne uspehe in dosežke. Po tem, kar ste vi do zdaj naredili, se morali dobiti kvečjem na skretu pod Tromostovjem. Skromno mnenje, moj skromno mnenje. Ali pa ste toliko brihtni, da ste skakalnice vzeli kot graf vaše podpore. Sam pri politiki je tako, da ponavadi, da je pri grafu spodaj konec. Ni nobenega odskoka več pol. Nič ne rečem, bili bi vsaj toliko brihtni, da bi eno gostilno šli, ampak prav imate svoje PR-ovce in tisti, ki planirajo. Poglejmo, kako je izgledala seja na višini par 100 metrov, kjer je zrak zelo redek. Nič posebnega, ne? Potem je bilo na vrsti skupinsko slikanje. Folk, a jih vidite, kje stojijo? A se vi zavedate, da take prilike mi ne bomo več imeli? Toliko daleč smo bili, toliko. En kitajski razmajan šrauf nas je ločil od ene velike koteleče kepe Cerarja in ministrov, ki bi se kotelila po hribu dol. In jaz mislim, da bi bil rezultat odličen, boljši kot do zdaj. Jaz mislim, da takih razmer pod Poncami še nismo imeli. Fakt. A ne bi bilo fajn, če bi lahko preimenovali Bloudkovo velikanko v Cerarjevo padalko? Meni bilo to všeč. No, potem se je Dušan Mramor hotel znebiti sodelavke na brutalen način. Ej, folk, to je bil Dule, ki nam pripravlja davčne reforme, ja? Jasno? V prostem času pa bejbe poriva z balkona, ker drugače jih ne. Mramor, tako smo mi v osnovni šoli usvajali, da smo jih tepli, ja? Koliko si ti star? Zdaj, v naši ekipi smo sami 8-letniki, zato se nismo mogli upreti. To je bil odlomek iz filma za odrasle Duletova štanga. Dobro, v nadaljevanju dneva so samo za premierja Cerarja uprizorili umetniški spektakel. Namreč priznani umetnik Aleš Smrekar iz RTV Slovenija je izvedel umetniško inštalacijo imenovano Cerarjev padec podpore. Tako, da se je spustil po zajli. In tako simbolično prikazal graf priljubljenosti vlade. Ja, jaz sem pripravljen. V glavnem v ciru moraš z nogam naprej prijeti, no, to je važno. Pogled je odličen, upam, da je tudi vožnja taka. Jaz sem pripravljen, kar Ti si pripravljen, ali štejem do 10, ali... Vidno razočaran nad performancem je Cmerar rekel, tako hitro mi pa ne pada podpora. Nato se pa odločil, da bo prisotnim popravil okus s ponovno umetniško inštalacijo, ki po njegovih besedah bolje oriše njegov padec in sicer spust sedežnico. S tem je jasno sporočil, da njegov padec nikakor ni bil tako hiter in da on pada bolj počasi, ter s tem pridobi še dodaten čas, da sprotke zajebe dol. In povpraša za kakšna dodatna pojasnila, a res pada ali ne. Lej, Cerar, padaš strmo, hitro ali pa počas. Nima veze. In padal boš. Sploh, če te bodo obdajale takšne afere, kot se odvija ta teden. Dajmo skočiti v lansko leto, ko je Cmerar obljubljal nekaj zelo, zelo specifičnega. Uresničitev pravne države je ena naših prvih in temeljnih nalog. Treba je zmanjšati stopnjo koruptivnosti in uvesti pravičen red. Tako je. Tako. Se spomnimo. Zmanjšati treba stopnjo koruptivnosti, pravi Miro.
zakaj pol to postavljanje ograje tako hudo smrdi? Kaj je bilo? Vojska za postavljanje ograje potrebuje pomoč podizvajalca, ker nima vseh potrebnih strojev. V Sloveniji je kar nekaj podjetij, ki bi to lahko opravilo. Ponovadi pa se izvajalca izbere na uradnem razpisu. Ampak Smerarjeva vlada je podjetje našla brez razpisa. Povabila je 3 podjetja, jih vprašala, kdo je najcenejši in izbrala podjetje Minis. Najbolj zabavno pri tem podjetju je, da še lani ni imelo niti enega zaposlenega. V zadnjih nekaj letih so jim 7-krat blokirali račun, poleg vsega pa še ni plačevalo davkov. Po domače, to je isto, kot bi stricu, ko je enkrat ves šnop spil, dal ključ od kleti, pa rekli, na, tebi zaupamo, ti si naš, izvoli. In ravno to očitajo Smerarju, da je nekako povezan s to firmo, ker je imela sedež v isti stavbi kot SMC Žalec. Mogoče na ključe, nič ne rečem, ampak dejstvo ostane. Katerega klinca ste izbrali eno levo firmo, v kateri nihče nič ne ve, niti obrambna ministrica Andreja? Ne plačujejo davkov, vi pa jim date posel vreden 3/4 milijona. In to brez razpisa. Ti šefice v fotor, zakaj niste razpisa naredili? Povej. Seveda v teh primerih, ko je treba takoj reagirati, je nemogoče peljati redne, bom rekel, postopke javnega naročanja. Razumem, zdaj mi je jasno. Se pravi, izredne razmere imamo, zato lahko delamo stvari, kot tja. V en dan na popreki, ne sumljivce spustimo h koritu. Mediji bi Cerarja vprašali, kaj muti s to ograjo, a je vse stroga tajnost. Prikladno, ne da? Ne vemo, a je ograja Orbanova, a je s Kitajske, a jo postavljajo Smerarjevi bratranci, koliko denarja bomo na koncu plačali za vse to, nič ne vemo. Ker se stvari skriva za izgovorom izrednih razmer in vojne tajne, se ponovadi delajo pizdarije. In tudi naš poštenjak Smerar očitno. Ja? Ampak mi te gledamo. Mi te gledamo. Mi te gledamo. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.